Svetovalnica. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. V današnji svetovalnici bomo govorili o zaslonih, o takih in drugačnih, zlasti pa o njihovem vplivu na otroke. Pred kratkim so namreč izšle smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih in med drugim je v spremni besedi razvojna pediatrinja Nevenka Zavrl zapisala, da gre pri razvoju otrok nekaj zelo narobe, pri delu opažam že nekaj let. Vse pogosteje srečujem majhne otroke s težavami na področju komunikacije in socializacije. Ne znajo se igrati, igrače le primajo in odvržejo, redko vzpostavijo očesni stik in še takrat bolj mimogrede. Ko nekaj hočejo, vlečejo tja starše, ne da bi jih pogledali. Če jim kaj ni prav, kričijo. Besed imajo malo. Tako je zapisala pediatrinja Nevenka Zavrl. Vedno več je študij o vplivu uporabe zaslonov pri nas, tudi kako vplivajo na nas, na naše odnose, na razvoj otrok. V poplavi informacij smo seveda pogosto tudi zgubljeni. Nekaj koristnih informacij bomo podali tokrat v naši svetovalnici, v kateri lepo pozdravljam Anjo Račelj, pediatrinjo, ki je prav tako sodelovala na novinarski konferenci o predstavitvi smernic za rabo zaslonov, pa je tudi članica delovne skupine za obvladovanje časa pred zasloni za otroke in mladostnike. Lep pozdrav. Lep pozdrav. Morda najprej vprašanje, kako ste se sami odločili za sodelovanje v tej skupini, kako vidite to problematiko? Jaz sem bila zelo vesela povabila v to skupino, namreč sama se zelo se zanimam in mi je zelo blizu podpora nekega zdravega razvoja otroka, ne, in zelo lepo je orisala dr. Zavrlova v tem sestavku, ki ste ga prebrali, enako se z enakimi otroki, a ne se srečujemo mi v svojih pediatričnih ambulantah in seveda smo veseli vsake priložnosti, da lahko nekaj na tem področju spremenimo in da v bistvu otroke zaščitimo pred temi pastmi. In pa seveda, da pomagamo staršem pri pridobivanju informacij, tako da jaz z tega vidika sem res rada pristopila k pisanju teh smernic. In te smernice gre za nek zveščič, ki pravzaprav kar podrobno narekuje oziroma kako pomaga nam pri delu z otroki in mladimi. In seveda zgled smo pa mi, ne? Zgled smo pa starši. Kaj sami opažate? Zdaj mogoče te smernice, ki ste omenili, to gre, zelo smo se potrudili, da bi bil prvi del tak zelo jasno usmerjen, s takimi kratkimi, razumljivimi navodili. Zadaj je pa drugi del je pa pač res podkrepljen strokovno literaturo, ki smo jo preštudirali celotno, ki je bila na voljo v pač tudi svetovnem merilu in so te smernice prosto dostopne na spletu, tako da se samo pač vpiše v neki iskalnik in jih lahko katerikoli starš v hipu pridobi, no, ni samo v fizični obliki. Tako da zgled, ste omenili, zgled je prvo. V začetku smo se zelo usmerjali, v bistvu tudi naslov smernic je za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih. Jaz vse bolj, kot tudi kje predstavljam, ker ta drugi del spuščam, se pravi za uporabo zaslonov in to je to pri vseh nas. Mi smo prvi, in sama, pa že vem ogromno o tem, se mnogokrat znajdem v zelo začudena, ko me še vedno pretenta in me preseneti, kako hitro nas povleče, nas odrasle, kako težko mi odložimo zaslon, kakokrat ga se zalotimo pa ga uporabljamo pred otroki ali pa v nekih neprimernih situacijah, pa med kosilom telefon zvoni pa nas kar požene, da ga dvignemo, preden sploh pomislimo, kaj počnemo, In zgled je tisti, tako kot jaz dam velikrat primerjavo z učenjem vožnje avtomobila, ki je pač neka zelo, za katero pač mora biti otrok res pripravljen, ko se enkrat potem kot zrela oseba usede v avto, ampak učenje se začne ne z učenjem, pač ne z vozniškim v avtošoli, ampak že kot dojenček, ko on spremlja, kako mi ga vedno vestno pripnemo, kako pazimo, kako je stolček obrnem, kako nas opazuje pri vožnji, kako se mi odzivamo. Takrat se začne to, da se otroka vtisne ta odgovornost do varne vožnje v avtomobilu. In zelo na podoben način se že v dojenčka začne vtisvati odgovornost do varne uporabe zaslonov. Se pravi,
tukaj je glavni delež na nas, a ne, in če bi mi odrasli znali to dobro uporabljati, pa kot rečeno, pa tudi mi zelo zlahka noter pademo, potem bi imeli otroci lažjo nalogo, a ne, nikakor tukaj ne gre za to, da se mi odrasli kot starši, da se v bistvu v narekovajih obešamo na otroke ali pa jih kaznujemo ali pa ne vem kaj, kakšne vzgojne ukrepe z tega področja delamo, ni samo na njih, ne uporabljajo oni zaslonov, vsi jih uporabljamo in z tega vidika se mi zdi fajn štartati, ja. Se pravi, srečujemo starše z zasloni na sprehodih, v čakalnicah, celo če stojijo v trgovini, težko zdržijo, da bi samo gledali okoli sebe na avtobusu, vse povsod pravzaprav. Ja, res je, žal. Pač današnja družba hiti k zelo hitrim dosežkom, ne? Tako smo navajeni, da bi želeli malo truda vložiti v nekaj, pa dobiti takoj rezultat in to nam zasloni idealno omogočajo, ne? In v zvezi z otrokom, odnos starš-otrok je žal to velikrat bližnjica. Seveda, otrok se dolgočasi, z njim se bo treba ukvarjati, se bo treba kako igrico spomniti, bo treba nekaj res se aktivno angažirati, lahko smo mi utrujeni, a ne, naprimer čakamo na neko kosilo ali pa v neki čakalnici ali pa v neki podobni situaciji in je lažje mu dati zaslon, da se on zamoti in jo pa pač mir. Ampak takrat v bistvu zadušimo njegovo potrebo, a ne. Še huje je, če mi se tako odzivamo, ko je otrok v stiski, naprimer se udari ali pa ga je strah, recimo naprimer pri zdravniku čaka, pa ve, da bo naprimer cepljen ali pa v kakšni drugi podobni situaciji, ko ga skušamo na ta način potolažiti. Tukaj pa sploh v bistvu potlačimo njegovo potrebo po tem, da bi ga mi videli v tisti stiski, naslovili stisko, se na njo odzvali, ampak to povozimo in pač mu damo zaslon, da se bo pač z njim zamotil in si tam najdu neko uteho, ki pač ni, ki je samo uteha na rekovajih, ni tista prava in to v bistvu pa ruši celoten odnos med staršem in otrokom, a ne. In potem seveda zamre vsak pogovor, zamre tudi razreševanje teh stisk, kajti ne bo jih znal reševati. Ja, in točno to, in jaz vedno razmišljam tako, da v prvih parih letih življenja mi že vzgajamo najstnika in ta odnos, ki ga v bistvu otrok do nas, ki ga vzpostavimo z otrokom v tem prvih letih življenja, se bo ohranil tudi kasneje in tukaj se odloča, tako kot ste zdaj omenili, se bo najstnik zaloputnil pa zaprl v svojo sobo, pa bo rekel, dajte mi mir, ali pa bo pripravljen na nek pogovor, pa bo ga tudi zanimal naš svet, ne, pa bomo res lahko skupaj potem našli stičišča v obeh svetovih, pa neko skupno pot, ki bo za oba na nek način podporna in prijetna, za starša in za najstnika. Ne. Pediatrinja Nevenka Zavrl, ki sem jo citirala uvodoma, je omenila nekaj posledic, ki se kažejo pri otrocih danes. Bi še sami kaj dodali? Recimo, rekli sva, posledice pri odnosih, posledice pri razreševanju nekih čustvenih stisk, pa tudi konkretno pri samem vidu. Ja, zelo lepo, ona je vrisala mogoče tudi ta duševni pa kognitivni razvoj, jezikovno, govorni razvoj. Vemo, a ne, da so študije raziskave pokazale prav pri otrocih, ki so majhni otroci, recimo do 2. leta uporabljali veliko zaslonov, se prav strukturne spremembe so bile dokazane v možganih v področju tega govorno-jezikovnega razvoja, a ne. In to, kar ona tudi opisuje v tem sestavku, a ne, gre za širši koncept, se prav, otrok se ne zanima za okolico, a ne. Zdaj, mi vsi si želimo, da bi bili otroci v šoli nekako uspešni, ne, da bi jim dobro šlo, ampak pogoj za to, da smo uspešni, da se kot človek nekaj naučimo, nas mora stvar zanimati. In ta radovednost, a ne, pa v okolici pa zbuja to zanimanje in pogoj, da nam je nekaj toliko zanimivo, da se v naši možgani želeli to zapomniti, čisto po domače, a ne. In zasloni pa kradejo to zanimanje za okolico pa radovednost in je potem logično, a ne, da so otroci res zaprti v nek svoj vakuum in jih okolica ne zanima, ne. S tem, ko pa okolica otroka ne zanima, pa izgubi ogromno. Se pravi, izgubi priložnosti za učenje. Otroci se učijo, majhni otroci, z raziskovanjem, z preizkušanjem stvari v okolici, izgubijo priložnost za socializacijo, potem so pa vse te telesne stvari, za gibanje, a ne, se pravi, uporaba zaslonov je izrazito statična dejavnost, a ne, in tudi opažamo pri otrocih blazen porast res grozljive odstotki so to in dosežki otrok, če jih primerjamo z pred, 20 leti ali pa zdaj SlowFit ima tukaj zelo dobro bazo pri nas, a ne. Tako da motorična, gibalna manj spretnost, zmogljivost, porast debelosti, ki vodi
res jasno v zelo hude lahko zaplete z zdravjem kasneje v življenju, pa ne pri starosti 70-80 let, ampak pri 40 letih, kasneje. Se pravi, ti otroci zdaj, ki so v tem stanju. Potem, vid ste omenili, to je pač bližinsko delo in je enako kot z vsakim bližinskim delom, bi res rabili te redne odmore in pač sprostitev vida. Potem veliko področje, na spanje to zelo vpliva. Vse več se tu govori tudi pri otrocih o pomenu spanja, nenazadnje tudi pri odraslih in če hočemo mi kot čez dan dobro funkcionirati in se dobro spopadati z temi frustracijami, s katerimi se srečujemo, moramo imeti dobro frustracijsko toleranco, ki jo pa ne moramo imeti, če nismo naspani. Ne odrasli, ne otroci. In ko tudi pri otroku, zdaj je ta sezona okužb pa vsega, veliko eni otroci zbolevajo, ampak velikrat je v ozadju samo neprespanost. In zasloni so spet žal tisti, ki podaljšujejo ta čas, ko gre otrok v posteljo, zaradi tega, ker je zvečer še aktivnost neka lahko tudi daljša pred zaslonom. In dokazano je, da je tudi spanec potem, sploh če je uporaba nekih zaslonov, zdaj govorim pri starejših otrocih, da imajo pri sebi v spalnici, pa tik pred spanjem še uporabljajo telefone ali računalnike, je in spanec slabši, več se zbujajo, manj se naspijo in so seveda zmožni, niso potem naslednji dan več, niso fit, niti možgani zmožni koncentracije in vsega pomnjenja, kar pač zahteva okolica v njih. Se pravi, velik del je pa tudi, nekaj se je doktor Zavarala dotaknila, je urisala te majhne otroke, ampak blazna težava je pa potem pri tudi starejših otrocih na področju duševnega zdravja. Veliko je v bistvu duševnih stisk, občutka izključenosti, v bistvu ta spletni svet je lahko zelo nasilen, pa ne samo direktno z nasilnimi vsebinami, ampak že s tem zgledom, ki ga v bistvu najstniški influencerji predstavljajo najstnikom, in je zelo veliko pritiska. Vemo, da je to zelo eno ranljivo obdobje, ko se mladi odrasli, oziroma te otroci, ki so na prehodu odraslost, iščejo in iščejo nek kompas, neke podobe, in če je spletni svet edino, kjer oni to iščejo, je res lahko zelo nevarno. In kradejo pa živ stik, ljudje smo pa v osnovi narejeni za živ stik in tam najbolje funkcioniramo in pač jaz vedno izhajam iz nekih bolj evolucijskih zapisov, ki jih nosimo ljudje s sabo, in evolucijsko smo ljudje zapisani za to, da se družimo v živo in pač da delujemo v skupnosti in v skupnosti se dobro počutimo, ker skupnost nas lahko podpre, skupnost pa ni skupina, ki je pa digitalna, v spletnem svetu, skupina nam pa nikoli ne bo mogla dati tega, kar nam da skupnost. Tako v bistvu. Zelo široka paleta različnih posledic, pa se že kar lepo kažejo žal v našem okolju, če dobro pogledamo res te otroke in mladostnike. Sami ste, kot rečeno, pediatrinja, torej srečujete otroke in mladostnike potem, ko pridejo s posledicami že k vam, in je res, verjamem, včasih težko, ko je treba zdraviti pravzaprav celotno družino. Svetovalnico poslušate, v njej danes gostimo Anjo Ratšelj, pediatrinjo, ki je tudi članica delovne skupine za obvladovanje časa pred zasloni za otroke in mladostnike. Morda še, gospa Anja Ratšelj, vaš pogled na pametne telefone. Mislim, da je pritisk, da bi te pametne telefone imeli že otroci že zelo kmalu, kar precejšen. In kako pravzaprav gledate na to, kdaj naj otrok dobi pametni telefon, in seveda tudi tukaj je potrebna neka omejitev? Ja, seveda, pač pametni telefon je, prav ta beseda pametni, ne pove, da ni to samo telefon za namen komunikacije, starši. Če sploh še danes ne. Tako, ampak za vse te druge namene, ki jih zaslon predstavlja. Tako da ponavadi otroci dobijo pametni telefon takrat, ko začnejo sami malo bolj se gibati po svetu, pa mogoče grejo malo dlje tudi na kakšne dejavnosti ali pa v šolo sami začnejo hoditi, pa potem se starši boljš počutimo, da imamo nekako otroka na vezi, oziroma da nas lahko pokliče, če nas potrebuje slučajno, če se kaj zgodi. Jaz mislim, moje osebno gledišče je tukaj takšno, da absolutno
na stopnji razrednega pouka to ni potrebno. Ne. V bistvu mogoče, da se vprašamo, čigava potreba je to. A je to potreba starša, da pač ve, da bo otrok ga lahko dosegel kadarkoli, da ima to varovalo, ali je to potreba dejansko otroka. Ne. Zdaj, seveda, vse več, kasneje pol na predmetni stopnji pouka, vse več otrok ima in potem je ta vrstniški pritisk, ne, da so si pač enaki, da so to kanali sporazumevanja, tukaj se potem znajdemo starši v drugi vlogi, a bomo svojega otroka izključili iz tega oziroma na kak način ga bomo vključili, da bo še varno, pa da ne bo zdaj... kako bomo to uravnotežili, skratka. Ne. Ampak ja, jaz kar dostikrat malo provokativno postavim izziv, ali je res potrebno, a res starši mislimo za celotno osnovno šolo, da otrok potrebuje v šolo nesti telefona. Ne. Namreč ja, šole imajo politiko med poukom, ga ne smejo uporabljati, ampak kaj se zgodi tisti hip, ko otrok stopi skupina otrok stopi iz šole, pa na primer čakajo na avtobusni postaji na avtobus, če bodo imeli telefon, bojo vsak zarali svoj zaslon in se ne bodo družala. Ne. Če pa ne bodo imeli tega, bodo pa klepetali med sabo in pač bojo imeli tisti pristni stik, ki ga nujno potrebujejo otroci med sabo, se pravi sproščeno druženje brez nadzora odraslega. Ne. In na nek način jih zato mi starši evropamo. Ne. Je pa to razvojno nujno potrebno. Tako da jaz verjamem, da so naši otroci zelo iznajdljivi, vsi poznajo točke, vejo, kam se obrniti in mislim, da če tudi otrok brez telefona, da če nas bo nujno rabo, nas bo znal poklicati. Se bo toliko znajdu, toliko jim zaupam. No. Tako. In še en vidik, ki ga velja omeniti, namreč kako ravnajo vrtci in šole pri uporabi teh zaslonov. Tudi oni so nek zgled in tudi tukaj bi veljalo upoštevati te smernice. Spomnim se recimo časov iz časa otroštva mojih otrok, ko sem prišla kdaj ponje v vrtec, pa je bil recimo prižgan zaslon na prenosnem računalniku in so otroci gledali risanko. Nisem bila navdušena, takrat vem. Po eni strani seveda vzgojiteljica imam tudi malo miru takrat, ampak ni to njeno poslanstvo. Ne? Ja, se strinjam. Žal se to še vedno dogaja. Vsi starši, ki imamo otroke v šolah, vemo, da se to dogaja sploh v podaljšanem bivanju ali pa proti koncu podaljšanega bivanja, ko so vsi, verjamem, da utrujeni, ampak enostavno to res ni priporočljivo in ni ustrezen način. V bistvu zelo jasno tudi v smernicah opredeljujemo, kakšna naj bo tudi časovno uporaba otroka v zaslonu v prostem času in to že šteje v tisti prosti čas. Ne. Spet je to, če govorimo zdaj o podaljšanem bivanju, ali pa v nekem času otroka, ki ga prebijajo v šoli in vrtcu, ki ni vezano na učenje, na pouk. To je spet čas, kjer imajo otroci krasno priložnost, da se družijo, da so aktivni, da delajo vse to, kar jim tudi popoldan velikrat zmanjka, ker so starši odsotni, lahko zaradi služb, lahko imajo dejavnosti in nasplošno otrokom manjka priložnosti za gibanje in druženje in prosto igro. In zraka. Ne. Tako da ja, super bi bilo, če bi bilo eno univerzalno pravilo, da se tisti čas izkoristi za to in pika. Ne. Zdaj žal temu velikrat res ni tako in spodbujam res vse, da takrat, ko jih zamika učitelje tudi, da bi se ali pa vzgojitelje poslužili tega v nekem prostem času otroka, ko je čas za prosto igro, da pač se temu uprejo in najdejo drugo pot. Kar se tiče uporabe med poukom, pa seveda to je nujen pripomoček danes, svet gre v korak za zasloni in tudi morajo se otroci primerno digitalno opismenjevati in to ne vključuje samo to, da znajo pravilno tipkati, ampak tudi, da se da se znajo varno tam obnašati, se zaščititi pred temi vsemi pastmi in neprimernimi vsebinami. Tako da ta del je pa nujen. In tudi, če pač pogledajo vsebine, seveda med poukom, je pa jasno, da so potem, se pričakuje, da so potem usmišljene, da se v njih pogovarjajo. In tudi, če pogledajo parkrat na leto kak film, ker vemo, da ga tudi otroci med poukom ali pa risanko pogledajo, pač, da se v tem potem se tudi nekako usmisli in naveže. Vse to je del današnjega vsakdana. Se pravi, neka prava, zdrava mera vsega je tukaj, se mi zdi, nujna. Ker če se pa seveda tako po principu že malo kazenskih ukrepov lotevamo stvari, tako da pač odmikamo stik z zasloni popolnoma, pa na dolgi rok ne verjamem, da prinese nekaj dobrega. Vsekakor bodo slej ali prej prišli do zaslonov pri svojih prijateljih in
In vemo, da te principi, če se mi poslužujemo kazenskih pristopov, jaz osebno nisem za to, še bolj vlečejo. Takrat, ko bo otrok imel priložnost, bo pač izkoristil, ker bo to nek tak kot magnet. Se mi zdi, da vedno, če mi damo otroku neko kazen ali pa nekaj, da ga s tem v bistvu ranimo, s tem našim ukrepom, s tem mu damo že nek magnet nalepimo na tisto stvar in kasneje lahko ne čez en teden ali pa ko bo imel priložnost, se bo tega lotil. Jaz vedno se mi res temeljim tudi pri otrocih na razumevanju. Razumevanje je ključno in v bistvu že majhnim otrokom se da veliko stvari razložiti na način, da ga razumejo in če bodo oni eno stvar razumeli, zakaj smo se mi tako odločili ali pa zakaj nekako mi tako želimo, potem bodo to ponotranjili in se bodo tega lažje tudi kasneje držali in s tem gradimo nek notranji kompas do uporabe, naprimer zaslonov in tudi z najstnikom, če ohranimo ta stik, da se pogovarjamo, da se z nami pogovarja, potem z razlago, s tem razumevanjem in tudi, da iz sebe izhajamo, da mu razložimo, zakaj nas to skrbi, da mu predstavimo celo sliko. Če bo otrok razumel, bo se v bistvu zanašal na to razumevanje in mislim, da bomo imeli boljši uspeh glede varnosti uporabe zaslonov. In seveda, zdaj smo prišli do smernic za uporabo zaslonov, prav konkretno smernic glede časovnih priporočil v prostem času, pa se kar sprehodiva skozi ta različna starostna obdobja. Kakšna so torej časovna priporočila? Ja, tako do 2. leta so se res zasloni izkazali kot povsem nepotrebni oziroma kvečjemu škodljivi, do takrat odsvetujemo uporabo zaslonov. Torej, ne samo pametnih telefonov, tablic, tudi televizija, tudi vse ostalo. Tako, seveda s prvim otrokom to lažje gre, potem, kaj je naslednji otrok, pa potem se drugi pridruži, je to malo večji izziv, ampak v bistvu gre za to, da se bolj posvetimo temu, kaj otrok vse potrebuje v tem obdobju. To obdobje je izredno tako intenzivno, ko se razvijajo otrokovi možgani, ogromno funkcij, takrat je čas za jezikovni razvoj, za razumevanje, za razvoj gibanja, motorike, za raziskovanje, za vse ostalo. Takrat je čas za branje pravljic, za poslušanje pesmic, petje pesmic, za vse te aktivnosti. In takrat je to tisti čas, ko rečemo, da je v bistvu starš na tleh najboljša igrača od vseh ostalih stvari. Tako da v to se res splača takrat vlagati, zaradi tega, ker ravno iz tega izhaja, da tako, kot ste na začetku lepo urisali, ko je dr. Nevenka zavrl, če zamudimo to obdobje začetno, se res lahko kasneje kaže, se lahko nepopravljivo spremeni to zmožnost otrokovega in bralnega razumevanja, jezikovnega razumevanja, govora, in tudi seveda kasneje kognitivnih dosežkov ob vstopu v šolo. Tako da, otrok takrat tega zares ne potrebuje. Potem pa je to obdobje, ko je večina otrok v vrtcu, se pravi od 2 do 5 let. Takrat jih stvari že zelo zanimajo, seveda vse se že prej, ne starši ne padejo na to past, kako v bistvu spretno že njihov dojenček še preden shodi lahko tako v narekovajih surfa po zaslonu, to so pač stvari, ki so narejene na ta način, da so zelo lahko upravljane strani majhnih otrok. Tako da potem pa nekako rečemo, da skladno s starostjo, absolutno ne več kot 1 ura na dan govorimo o 5-letniku, ampak starostjo stopnjuje, recimo 2-letnik, če ima 15 minut neke vsebine na zaslonu na dan, potem 3-letnik 30 minut, 4-letnik 40 minut in 5-letnik tja do 1 uro, ne pa več kot to. In pa naj bo to res ob navzočnosti staršev in usmišljeno. Se pravi, starš mora res vedeti, kaj super je, če se kaj skupaj pogleda, in da starš prej preveri, a je to sploh kvalitetna vsebina. Velikrat pademo v past v tej skupini, ko je na spletu en kup enih zvočnih vsebin, naprimer kakih pesmic v angleščini, ki so zraven še neke noter barve, pa se poje v nekem in mi lažno mislimo, ok, se bo pa otrok naučil zdaj angleščine, pa barv, pa štet v angleščini prek te pesence, pa še zraven so neke animirani liki. Običajno so to vsebine slabe kakovosti, se pravi zvočno je to neko piskanje, tudi tisto vizualno ni nekaj
ni neka estetika. Ja. In tukaj not je v bistvu zelo skrito to spletno trženje. Ne, so te paketi, reče se prav paket jajčka presenečenja, ko otrok gleda in se potem tista igračka odpre in neki ven skoči in potem so to ponovadi tržni produkti, ki jih otrok prepozna na trgovskih policah. In pa, mislim, tega je zelo velika. Ne. Celoten kanal YouTube Kids je bil narejen prav za to populacijo 2 do 5 let in je tudi tako narejen, da se v bistvu po tem efektu jajčka presenečenja odpirajo otroku nove stvari, ga vlečejo in tudi, da on samostojno to uporablja. In da bo dober potrošnik. Tako. Tako da, pametno izberemo vsebine, take stvari, ki mogoče otroka tudi zanimajo, kaj edukacijskega, kakšne res kvalitetne glasbene, plesne vsebine, poglejmo. In tudi recimo, če izbiramo risanke slovenske oziroma tiste, ki jih na slovenskih televizijah najdemo, tudi je dobro treba prebrati Zrno odplev. In niso vsi tuji kanali z risankami kakovostni in prek njih da se bodo naši otroci učili angleško. Ja, absolutno. Zmotno pričakovanje. Tako, absolutno. Tudi v smernicah mi v bistvu je nekje navedeno, je prav seznam, kje lahko starši poiščejo, na katerem portalu so prav navedene kvalitetne vsebine za različna obdobja starosti otroka. Ne. In preveriti prej. In enako prej preverimo oziroma držimo nek nadzor nad tem, kaj otrok uporablja, kakšne vsebine uporablja tudi kasneje, se pravi v starosti 6 do 9 let, v prvi triadi osnovne šole. Takrat spet ne bo čas v prosti čas za zaslonom več kot povprečno 1 uro na dan. Ne. Zdaj to je na tedensko recimo povprečje. Zdaj, če en dan pogleda otrok neko celo dobro ali pa se družina vse pa celo večerno risanko pogleda, to ne pomeni, da pač zdaj, ker je to 1 ura pa pol ali pa 2, da ne bo pač naslednji dan malo manj, to je nek povprečen čas. Ampak še vedno ne, pa tukaj starš ve, kaj se dogaja, in usmislite vsebine. Pomaga z razlago, recimo. Ja, ni primerno, naprimer, da ima otrok v svoji sobi nek zaslon, pa ga tam uporablja čez mimo vednosti staršev. Naj bo to še vedno v dnevni sobi pred našimi očmi. Tako. Potem starejši? Potem so pa 10 do 12, se pravi druga triada osnovne šole je največ uro pa pol na dan. Spet v bistvu v tem obdobju seveda ne bomo zdaj sedeli zraven otroka pa gledali, kaj tipka. Je že pogostejo v svoji sobi, ja. Ampak je pa fino vseeno, da je to še vedno nek prostor, ki ni njegova soba, zato da pač tudi, ko gremo mimo in da malo tako nadaljavo spremljamo, kje se nahaja in tudi, da otrok ve, da se lahko na nas obrne, če na kaj naleti takega, kar bi bilo lahko ali ta spletna past ali kak neželen dogodek. Potem imamo pa najstnike, so te 13 do 18 let, se pravi tretja triada osnovne šole in kasneje, srednja šola se pa največ 2 uri na dan priporoča v prostem času in to ne velja tudi za odrasle. Če tako gledamo 2 uri na dan, se sliši kar veliko, da bi se dalo v tem času veliko izkoristiti zaslone, ampak žal so realne številke, tukaj je pa še mnogo večje. In zlasti, če sedimo recimo že v službi pred zaslonom, potem velja tega časa. Tako. Malce. Seveda vsi ti otroci že za šolo nekaj časa porabijo, in če dodamo še v prostem času, je tega res potem zelo veliko, po 4-5 ur na dan. Pri koncu sva gospa Anja Račelj, morda še eno stvar na hitro omeniva, otrokove pravice, recimo, ko se pa otroci znajdejo na zaslonih. Tudi te pasti so precejšnje veliki pritiski strani vrstnikov, pozneje, ko so toliko starejši sami, torej, da se sami fotografirajo in objavljajo, ampak ko so pa mlajši, jih pa dostikrat starši fotografirajo in objavljajo tudi tukaj. Eno opozorilo morda. Spet je to enako naš zgled, tukaj se sami mi velikokrat nehote in nevede, sploh ne vemo, kaj s tem naredimo, se v to pastu ujamemo in absolutno pazimo na to, da otrok pač ne slikamo, to je njihova stvar in ne objavljamo fotografij, vse kakšna potreba je tukaj zadaj. Tako se malo vprašamo, a to res potrebujemo, mi odrasli, otrok tega zagotovo ne potrebuje in pač tukaj bomo res pametni. In pač tudi otroku stalno z njim komunicirajmo in ga lepo vodimo v ta svet digitalnosti in zaslonov in verjamem, da na ta način
lahko tudi dosežemo lepe uspehe, da nas ne bo potem skrbelo, kam vse bo zašel. Tako, da bomo mi ponosni na otroke, Ja. otroci pa tudi na nas. Torej, smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih so na voljo tudi na spletu. Tako. Poiščite jih, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, veliko koristnega branja, tudi številne raziskave, rezultati so navedeni notri, tako da nekaj koristnega za vas in za vaše otroke in seveda tudi vnuke, ne, tudi na babice ne smemo pozabiti. Hvala lepa, gospa Anja Račelj, za obisk v našem studiu in obilo uspeha pri vašem delu. Ja, hvala. Oddajo sem pripravila Tanja Dominko. Svetovalnica. LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.